Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden. na valu 202. Pozdravljeni vsi, ki me poslušate na Radio Vednih. Ime mi je Ton in danes me je zanimalo, zakaj se zenice povečajo v temi in zakaj se pomanjšajo na svetlobi. Hvala radiovednim za odgovor. Ton, obljubljam, da se bomo zelo potrudili, da danes potešimo tvojo radovednost. Vse, kar si povedal, drži, ampak pred razlago še nekaj, kar je presenetilo tudi mene. Po slovenskem pravopisu tej temni piki v sredini očesa, odprtini, ki se oža in širi, rečemo zenica in ne zenica. Zato bomo to obliko uporabljali tudi v današnji epizodi, v kateri nam je na pomoč priskočila strokovnjakinja z očesne klinike. Živijo, lepo pozdravljeni, jaz sem Manca Tekavčič-Pompe, sem izredna profesorica iz oftalmologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani, sicer pa vodja otroškega oddelka očesne klinike v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Naša zenica je zelo zanimiva struktura znotraj očesa, je centralni del strukture, ki je rečemo šarenica, ki je kot nekakšen trampolin znotraj očesa s to luknjo, ki jo predstavlja zenica. In ta naša šarenica, to je ta pisan del, po katerem se vsi prepoznamo in prepoznamo naše oči, barvo oči, ima dve pomembni mišici znotraj. Ena je sfinkter, tako imenovani sfinkter zenice, to je taka krožna mišica, ki kadar se skrči, zoži zenico, zoži to odprtino, skozi katero svetloba pade v notranjost očesa. In potem je druga mišica, ki ima pa tak žarkast potek, radiarni rečemo, to je pa dilatator zenice, kadar se pa te vlakna skrčijo, se pa zenica odpre, razširi, več svetlobe pride v notranjost očesa. Naše oči imajo torej povsem svojevrsten varnostni sistem in zenica nikakor ni tista, ki sama opravlja vse delo. Pomagata ji varnostnika, mišici, ki delujeta povsem neodvisno od naše volje. Zanimivo je, da se zenica zoža, kadar smo sproščeni, razširi pa se ob strahu ali nevarnosti. Seveda pa na njeno širino vpliva tudi količina svetlobe v okolju. To pa uravnavajo posebne celice, ki so pa znotraj očesne mrežnice, to je globoko v očesu. Tem se reče ena posebna vrsta ganglijskih celic, ker jih imamo več vrst, te so ene posebne, ki so prav občutljive na svetlobo. In v bistvu je namen oženja pa širjenja zenice uravnavanje količine svetlobe, ki pade v oko. Kaj pa se zgodi, če ta mehanizem ne deluje pravilno? Ja, velikost zenic je v medicini zelo pomemben znak. Že, naprimer, če se udarite v glavo, pa greste na urgenco, bojo zdravniki tam posvetili v vaše oči in pomemben pokazatelj bi bil, če je zenica na eni strani slabo odzivna na svetlobo. Ker naši možgani delujejo tako, da če posvetimo v eno zenico, se bosta obe zožili, a ne? To je normalno delovanje. In če pridete recimo v temen prostor, se bosta prav tako obe razširili. Če pa ena deluje patološko, se pravi ostane široka ali pa ostane ozka, iz tega lahko sklepamo na številna stanja, tako znotraj možganov, znotraj centralnega živčevja. Če sta pa recimo obe široki, pa lahko pomislimo tudi na neko droge povzročajo to lahko, a ne? Ali kaj drugega. Tako da izgled zenic je zelo pomemben pokazatelj. Včasih pa razlika med zenicama ni nič nevarnega. Nekateri ljudje že od rojstva s sabo nosijo to majhno posebnost. Temu rečemo anizokorija, se pravi neenako veliki zenici. Ne? In obstaja tudi anizokorija, ki je fiziološka, se pravi, ki je prirojena in ni pokazatelj neke bolezni ali pa nekega stanja, ampak se dojenček rodi z različno velikimi zenicami. Ta razlika je običajno zelo majhna in jo mamice komaj opazijo in pogosteje je opazna v slabših svetlobnih pogojih, se pravi v mraku, redko pa na močni svetlobi. In še to, pri starejših ljudeh so zenice praviloma nekoliko ožje kot pri mlajših. Z leti pa mišice
tudi tiste v očesu, izgubijo del svoje prožnosti, zato se zenice na spremembe svetlobe odzivajo počasneje. Ton, hvala za pogum in vprašanje, ki nas je danes popeljalo vse do sredine očesa. Če pa tudi vas, radiovedni poslušalci, zanima kaj, kar se skriva v telesu ali okoli nas, nam le pišite oziroma posnamite zvočno sporočilo. Poštni predal frekvenca x@rtvslo.si je odprt prav vse dni v letu. Radiovedni. Pač eni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni. Zdaj se nam pa že mudi. Čaka nas novo radiovedno vprašanje.